Veseli smo, da lahko danes v naši sredi pozdravimo psihoterapeuta Izidorja Gašperlina, ki se je kar iz Kranja pripeljal. Izidor Gašperlin je partnerski družinski terapeut, kateri na izbiren in skriv način preko čustev povezuje osebno rast, duhovnost in psihologijo. Letos pa je bil tudi eden od opisovalcev Mance Košir v knjigi Človeška ljubezen. Po predavanju, kdo želi, si bo lahko tudi to knjigo nabavil, torej čutim, torej sem po nižji ceni, torej mislim, da po 20 km. Jaz kaj več o predavanju danes ne bom predstavljala, bom dala kar besedo našemu gostu, ki ga toplo pozdravljamo. Tako lepo predstavitev, hvala za povabilo, hvala že zdaj, če bom na konci itak pozabil, hvala, ker ste prišli. Meni je fajn, da pri teh letih kakšno stvar počnem prvič. Prvič predavam izven Slovenije. Tam na oni strani meje, čez bliz v šoli v Rožni dolini sem imel eno predavanje, ker imel sem tudi v vrtcu. Torej na oni strani sem jih imel kar nekaj. Da ne vem, mogoče že kdo bil na kakšnem mojem predavanju, če z druge strani meje prišel. Tako da to je zame prvič. Tako da, fajn občutek, pa da vidimo, kako bo. Zdaj, tole predavanje je bilo cirka uro pa pol. Vi me že vmes lahko prekinete. Jaz imam projekcijo predvsem zato, da me ne morete zmotiti. Tako da zame ne skrbeti, če bo kaj nejasno, če se sploh ne rečemo tiste, ki se s čim ne strinjajo, kar dajte si duška. Če ne bom pa na koncu, po koncu predavanja, bom tukaj dokaj časa boste imeli vprašanje. Zdaj, če se že to daleč pripeljal, se mi ne bo nič mudil. Tako da dokaj časa boste tukaj, ampak do polnoči pa ne, tako kaj gospod rekel. Eno mero pa moramo. Ok. Že sam to, da ste upal vprašati. Dobro, gremo štartati. No, ker sem menil fotografe, gospa je prej rekla, kako grdo gledajo. To je moja fotografija v Barceloni, v metroju. Moš imeti kar nekaj, nam rekel kaj, da tole narediš. In sem v srečo, da sem na naslednji postaji uspel in tvojim, ker drugače tole ne bi dobro končal. Ampak, ker je to predavanje o čustvih, jaz mislim, da pri teh treh se jasno vidi, kaj čutijo, in kaj si mislijo o meni. Mislim, da jaz sem to zelo naskrivaj, malo sem jih pocenil, te Špance, oziroma Katalonce, kaj pa vem, kaj sem. Evo, torej, tema, jaz itak imam večino, torej nekako moja predavanja gre z področja odnosov, čustev, tukaj vmes se nekako gibam in danes je moj namen, da vam poskušam približati, nikoga ne poskušam nič prepričati, zato sem se v jezik ugriznil, da vam poskušam približati, da te lažje uvideli, zakaj so čustva in odnosi tako zelo prepleteni. In da vi, če ne želite karkoli resnega odnosih spremeniti, brez čustev, brez tem, da pri svojih čustvih nekaj naredite, ne bo šlo. To je moja teza. Jaz, ko sem to spoznal kot moški, je to zame pomenil eno veliko preobrat. Še to, vidim, da je tukaj veliko moških, super, to redko daj doživljam. Če se vam kakšna stvar zdela čist brez veze, da jaz tukaj nekaj lapam, vse je v redu, tudi meni se je tako zdaj toliko let nazaj. Ampak to, kar bom povedal, je meni spremenilo življenje. Jaz upam, da ga vam ni treba, da imate že toliko dobrega, da ga ni treba spremeniti, da ste tukaj prišli sami za povednosti. Jaz to deleč nazaj sem mogel svoje življenje postaviti praktično na glavo, zato da je zadeva dobila kakšen smisel. No, pa pojmo. Torej, ko začnemo govoriti, mi bomo zdaj z odnosov počasi prišli do čustev. Če želimo karkoli odnosih povedati, torej tista stvar, jaz nekako ko predavam postavljam, se vprašam, kje ljudje ga najbolj diksamo, kje stvari spregledujemo. Ena od pomembnih stvari je to, da mi v odnosih nismo povsod enakovredni. Torej, imamo enakopravne odnose in imamo neenakopravne odnose. In jaz sem zdaj, mogoče te to presenečen, to so trije tipični neenakopravni odnosi. Odnos do vaših staršev je neenakopraven, odnos do otrok vaših, tistih, ki jih imate, je absolutno neenakopraven odnos in pa tudi odnos do nadrejenih in podrejenih niso enakopravni odnosi. Zakaj sem s tem začel? V neenakopravnih odnosih je večja, in to neprimerno večja odgovornost, vedno na strani
tistega bolj enakopravnega. Torej, ko govorimo o odnosu starš-otrok, so vedno starši tisti, ki so za ta odnos odgovorni. Otrok za ta odnos ni odgovoren. Ko je otrok star 5 let, to velja 100%. Ko je otrok star 40 let, ok, dajmo mu ene 20%, ampak čez 20% pa otrok ne pride nikoli. Tako da tisti, ki se sekirate zaradi tega, ker imate slab odnos s starši, se nehajte sekirati, ker nimate vi slabega odnosa s starši. Oni ga imajo z vami. In tisti, ki, tako vam smo pa drugo plat, tisti, ki ravno kar pomislite, kako imajo vaš otrok slab odnos do vas, ne, nimajo oni slabega odnosa do vas, imate težave v odnosu z njimi. Tako da vsaka palca na dva konca, tudi na stranna je. Je pa res, da imate čist drugačne kriterije, kaj je slabo vreme. Tole, imate fantazijo tukaj. Jaz prihajam iz -13, sem štartal, ali -12 stopinj, sneg. Zjutraj sem šel tem, sem bil približen tak, ko so bili Norvežani, tako da tle imate zelo fajn, gospa me vprašala, če sem nor, ker sem došel v lahki jakenci, pa to tle imate spet. Dobro, ampak odnosi pa mislim, da ni taki velike razlike. No, zdaj so pa primer enakovrednih, enakopravnih odnosov. Odnos do partnerja, boste videli, kaj to pomeni, odnos do prijateljev, odnos do sodelavcev in odnos do bratov in sester. Torej, to so pa enakopravni, enakovredni odnosi. Kar pomeni, da tukaj je pa odgovornost 50-50 in kot je zdaj, dragi možakari, prišli dan sekirati svojo ženo, dajte se na to spomniti. In drage, predrage gospe, velja, obratno, ne? Bravo, ne? Gremo. Zakaj sem s tem začel? Dajmo začeti z odnosom do otrok in zdaj bom jaz naredil en tak zanimiv vrat. V bistvu se bomo zdaj začeli pogovarjati o odnosu do sebe. Ne? Zakaj? Zdaj vam bom čisto s psihologijo, z osnovami razvoja človeka, vas bom čisto malo gnojil zdaj le kratek čas, zato ker je to poanta, na kateri bom gradil stvari naprej in jaz upam večini od vas oduzel vsaj malo bremena, s katerim sem prepričan, da se čisto brez potrebe soočate. Torej, v razvoju otroka, vsi smo bili nekoč otroci, ne? To velja vse nas. Tisti, ki imate žive starše, ste še vedno otroci. To je en luksus. 3 temeljne faze so v razvoju otroka. Prva faza je nekje do 4.-5. leta. Sam to je občutek. Otrok, ki se rodi, to mamice dobro vejo, ne zna skoraj čist nič. To kar pomeni, da noben od vas se ni rodil zafuran, tudi če se tako počutite. Torej, otroka se rodi zna sesati in izločati in ja, seveda, dali so mu najhujšo močilno napravo na svetu, to je jok. Ker če starši nočejo zlepa poskrbeti za njega, on z jokom poskrbi, da že sam zaradi tega, ker jim gre jok tok na živce, tudi če ga nimajo rad, nekaj naredijo, da on neha jokati. No, zato otrok je jok tok grozna zadeva, ker če bi otroci računali mogli sam na ljubezen staršev, potem bi človeš pa že davno izumrl. So mogli tukaj še bolj presunljive stvari. Ampak tisto, kar je pomembno za to predavanje, je, da otrok je v tem obdobju, ko se kreira praktično iz nič, možgani ne znajo nič, do 4.-5. leta možgani razvijajo praktično vse funkcije. Seveda ne do tega nivoja, kot zdaj. Verjamem, da zdaj hitreje berete, kot pa pri 5 letih, če ste sploh že brali. Ampak vse ključne funkcije možgan se pa razvijajo. Imam eno dobro ali pa slabo novico. Ne se spreminjati, se te bom kasneje še povedal, zato ker v prvih 5 do 6 letih se v ravnem določil, kakšni boste preostanek življenja. Tako da tistih se probate spremeniti, pa ko ugotavljate, da to ne gre, zdaj ste dobili odgovor. Če ste bili pri 5 letih taki bolj resni, taki bolj počasni, razmišljajoči, boste taki cel življenje. Lahko majhen levo, desno spremenite za 10%, ampak to je to. Tako da ne delati nasilje nad sabo. Ampak tisto, kar je za to zgodbo pomembno, je to, da je v tem obdobju otrok pod popolnim vplivom staršev. In otrok dela samo eno. Kaj ne naredim, da me jo starši obdržali? Mogoče se to zdaj danes, ker tako otroke posiljujemo z vsemi dobrimi stvarmi, ampak v zadnje je cela evolucija človeštva. Včasih je bilo otrok več, kot je klop preživeti. In starši
so morali včasih kakšnega otroka pustiti in zbrati tiste, ki so jim bili bolj luštni. Zato je otrok kot odsotka, pa zato tako lepo gleda. In zato se proba staršev prikupiti, ker je od zadaj strah. Otrok ne more sam preživeti. Predstavljate enega pred 2 letih, da vsaj skrbi zase. On je odvisen od staršev. Da se verjetno sprašujejo, da kam to pele. Pele nekam, samo malo počakaj. Potem pa pride drugo obdobje, to je pa nekje od 4. do 12. leta. Tukaj pa otrok ni več samo v družini, ampak gre počas povoha tudi že ven. To pa pomeni, da zdaj nihajo biti starši vsega krivi. Zdaj počas postajajo krivi, tudi kaj drugega krivi. Torej na otroka začnejo vplivati tudi druge stvari. Ker otrok gre v sled, otrok gre med ljudi. Ampak še vedno nekje do začetka pubertete otrok večino stvari še zmeraj počne zato, da bi ustregel staršem. Vse so že kakšne majhne oblike upora, ampak še vedno je otroku glavno, on bo vedno, ko nekaj naredil, pogledal starša, ali je redo ali ne. 12 let smo prišli. In zdaj pride obdobje, ki se mu reče puberteta, adolescenca, kakorkoli. No, in glejte, da te lažje zdaj razumeti sebe, zakaj je bila puberteta, jaz ne vem, kakšen spomin imate vi, ampak puberteta, to je najbolj naporen življenje za vsaka človeka. Zato imamo takrat tudi največ energije. Kaj se dogaja? Otrok, ko se rodi, so njegovi možgani pripravljeni za to, da se uči in uboga starše. Hvala Bogu, da je uboga, ker že ne bi šel kaj po svoje. Če greš pri 2 letih po svoje, tam neko v džungli te ni več. Zato moraš biti pri starših. Sam, kako naj bi možgani, ko ubogajo, postali samostojni? Osnovna naloga otroka je, da postane samostojni in odgovoren za življenje. No, in ravno v puberteti se zdaj možgani, ki so bili narejeni za uboganje, spreminjajo možgane, ki nehajo ubogati in začnejo delati po svoje. Ker temu se reče samostojnost, svoboda in odgovornost. Ne vem, koliko je tle še otrok, ki še kar delajo tako, kot starši, pa nekako se jim čudno zdi, zakaj niso svobodni, pa samostojni, zakaj ne morejo delati to, kar bi si želeli. To je to. A zdaj lažje razumete, zakaj so pubertetniki tako zmešani. Če ima kdo od vas doma pametno hišo, tiste zadeve, ki ima vse, zdaj ste imate marco in da so vsi vaši električni naprave v tisti marci povezane. To približno so možgani. Zdaj se vam predstavljate, da je en vam po noč prišel in vam vse te kable premešal. In zdaj vi pritisnete in hočete vklopiti pravi stroj in vam začne delati mikser za kavo. Približno tako zgleda to pa prvo pubertetnik. On je dejansko v možganih poteka tak vihar, da po en stran hoče iti na svoje, po drugi stran hoče obdržati starše, hkrati se mu po možganih kar prevezujejo stvari in ni čuda ne zmešan. In jaz na šolah, ko predavam, rečem, mene najbolj skrbijo tisti v puberteti, ki ne delujo zmešan, ki so pridni, ubogljivi, ker tistim pomeni, da jih je nekdo zlomil. Ali pa da jih je nekdo podkupil. Danes starši, zdaj ko vsi že vemo, da nasilje ni v redu, še celo zakone imamo v Sloveniji in kot v Italiji, kaj zdaj? In zdaj so začeli starši otroke podkupovati. In si jih s tem zlomijo. Ker jim je tako fajn, da se močejo postavljati zase. In to je problem današnje mladine. Ker jim ni treba. Smo mi tudi taki, če nam ni treba, se jih ne makamo. Sam nam je bilo treba. Jaz vidim, da smo kar ena generacija, ki smo še vedeli, da če hočeš nekaj, ne se treba za to potrebuješ. Ok. No, in zdaj konc mučenja z razvojem možgan. Torej, tukaj šele otrok začne dobivati sposobnost, potencial, da se začne postavljati zase. Tukaj on ima šele možnost, da se odvrne od staršev in začne nekaj delati po svoje. In jaz upam, da se bomo strinjali, da šele v tem obdobju otrok začne dobivati odgovornost. Prej otrok ni bil odgovoren. Če ti delaš tako, kakor hočejo starši, če so oni možgani narejeni tako, da boš ti ustregel staršem, če je tisto, kar se ti naučil, je to, kar so ti starši pokazali, ker si ti, ne pozabiti, na svet ste prišli prazen list papirja. Ti možgani niso znali nič, ti možgani so se naučili v okolju, v katerem so odraščali. Kaj pa je bilo to okolje? Prvi 4 letih. Ja, otrok ne hoče v gostilne, pa to, varno hišo za moške, se temu reče. Znate tega? Ja, to je varna hiša za moške. Nekaj mi pred ženskami tu treba zvežati. Torej, zdaj jaz prihajam do poante in jaz sem rekel, če bi kaj moj namen tega predavanja, da bom dozamem cel vremena, ker prvi tisti, ki se sabo
vse doživljate, da ste zafurani že od rojstva, ne morete biti, ker ste se rodili, niste med znani. Če ste že zafurani, da se nekdo zafural. Ok, niste se sami. Otrok se ne more sam zafurati. Se pravim, če ste tisto, kar sem prej povedal, vzeli za res, potem drugega zaključka kot tega, kar sem zdaj napisal tukaj gor, ne morete imeti. Otrok ni kriv za to, kakršen je. In mi smo vsi bili nekoč otroci. In nismo krivi za to, kakršni smo. Mi smo rezultat genov, a ste se vi, sam bom tako rekel, roko gor tisti, ki ste si gene izbrali, preden ste se rodili. Ok, vene roke. Roko gor tisti, ki verjamete, da ste si starše izbrali, preden ste se rodili. Eni so, ko to verjamajo, glej, kakšen tak. Če je ne upa roke videti. Ok, možen je, ne, ampak to je resno strokovno vprašanje, vidite, da se ne skrajno resen, ne. Tako da vsem bi to temu preskočil. Torej, ste rezultat okolja, v katerem ste odraščali, a ste si vi zbrali okolje? A ste vi imeli vpliv na to, kako se vaša dva, ta stara dva obnašata? Ja. Ok, ste imeli vpliv na to, kako volite bratov in sestrc? Ste rekli, mami, če imam seksat, jaz bi imela sestro, ne, gre? In to. In pa seveda, izjemen vpliv staršev je tist, ki vas je oblikoval. A mi zdaj razumete, zakaj otrok ni kriv, kakršen je? Se nima vpliva na se. Pa ne pozabiti, v prvih 4-5 letih ste v glavnem že zaznamovali, kakšni bo tako ostak življenja. Kar ne pomeni, da če kdo nagne k fatalizmu, to ne pomeni, da se ne da nič narediti. In to bom skozi tem predavanjem zdaj probo povedati, kaj se da in kaj je. Znamo te zgubljanje energijo za nepotrebne stvari, hkrati pa spregledati tisto, kar lahko narediti. Torej, če kdo sebe doživlja, da ste slabi ali pa pokvarjeni, ne znate ali pa znate kakšno stvar narobe. In jaz to recimo v šolah sporočam. Kjerkoli učitelj gre do otroka, brez zavedanja, da otrok ni kriv tak, kot je, tudi če počne kozlarije, ampak je tam odzadaj neka stiska, nekaj, kar je napreno, ne more otroku pomagati. Ampak dobro, kaj nimamo zdaj predavanje za otroke. Do nekje 10-12 leta otrok težko popravlja. Tudi če se obnaša problematično, tudi če je kaj, on težko to popravlja, ker enostavno nima resursov. Možgani še niso pripravljeni za to. Šele s puberteto dobiš možnost in sposobnost, možgani začnejo znati se samo preuzgajati. To se pa, če so te zafurali, če so te malo čuden vzgojali, šele puberteta ti da možnost, da se ti začneš popravljati. Če vidiš, da ga nekaj biksaš, rečeš, ok, da se bom pa probal to spremeniti, ampak vse večino da sve, da to ni kar tako. Da je treba včas kar veliko napora. To pomeni, da tudi vi ste še letem nekje s puberteto začeli postajati odgovorni. In če jaz zdaj črto potegnem pod to, vi kakršenkoli težavo že imate s sabo in kakršnekoli težave že počnete drugim, niste krivi za to. Ste pa odgovorni, da zdaj s tem nekaj naredite. Ker zdaj pa tlele nobenega otroka več, pa tudi nobenega pubertetnika ne več, tako da odpustkov je konc. Ampak pomembno je to, jaz nisem slab, z mano ni nič narobe, imam pa težave, oziroma še boš, jaz določenih stvari ne znam, oziroma jih znam narobe. Tako da mi ne koristijo ali pa da drugim škodim brez skrbi. To je en tak zaključek zrelega človeka, da reče, ok. Gremo naprej. Oziroma najprej še tole, pač upam, da vsi vidite. Torej, to, kar sem zdaj povedal, še enkrat zapisano, s tem, da dam besedo narobe v narekovaje. V življenju ni prav in narobe. Zato jaz ne maram priročnikov, tudi ta knjiga, ki sem jo napisal, v uvodu sem napisal, da ni priročnik. Ker svoj priročnik so je vsak sam napisal. Drugače bo eno figo valov. Ker ste vsak nekaj posebej. No, in zdaj, če smo že pri razvoju človeka, bom samo še eno skrivnost povedal, sploh tisti, ki ste brali eno zelo znano avtorico, in ste, to je bila ena knjiga, takrat sem bil jaz v stiski, jaz sem že povedal, da sem bil v hudi stiski po toliko let nazaj, in mi je dobra prijateljica dala knjigo ene avtorice, ki jo zdaj ne povem več, ko so bili nekateri na mojem predavanju prizadeti in užaljeni, ki sem jo omenil. Mende, da je tudi pol kasneje začela drugačne knjige pisati, ampak tam je ena od tehnik, da greš pred ogledalo in si začneš vsak jutro pred ogledalo in si rečeš, ti si krasen, ti si super, ti si višek stvarstva, celo vesolje stremi k temu, da ti bo
No, jaz sem nekje do tukaj prišel pri tej knjigi in sem jo nehal brati. Ne glede na to, da sem bil res v hudi stiski, ne, sem rekel, tole pa ne bo. No, zdaj kot partnerski in družinski terapeut, ki vse kakšno knjigo prebral, pa sem še kaj povedal, znam tudi razložiti, da to ne gre tako enostavno. Torej, ko se otrok razvija, torej odnos do sebe je sestavljen iz kar nekaj besed, ki se začnejo na samo. Ne? Če ste opazili, same besede na samo. In sicer razvijajo se tako po vrst, kot sem jih tukaj napisal. Najprej se razvija samopodoba. Glavna za samopodobo je mama, sploh pri ženskah, ne, pri moških, ki ima oče še malo zraven, ampak v prvih obdobjih moških, če ste se počutili kot fikus brez veze, ker ni imel vedeti pa početi z otroka, ja, normalen ste bili, ker mi nimamo tega inštrumentarija, da bi mi zaznali, kaj je otrok rad. Veste, ženske pa to imajo, mame pa kar začutijo. One začutijo tisto različno frekvenco, kdaj je lačen, kdaj ima pa krčev v želodcu, kdaj ga pa, ne vem, kaj tišči. Ženske, pač tiste, ki so to dovolijo, oni to imajo. In če se vi sekirajo, se jaz tudi, brez veze, mi tega nimamo, znamo pa hudično dober kolo zamenjati pri avtomobilu. Če ste kdaj vašo ženo gledali, ko to počne, upam, da ste malo majhne imeli samo zadovoljstvo. Kako kaj ima ona, ki vas gleda, kako otroka previjate, ne? Pač to tako je. In moški nam drugega ne ostane kot metoda neskončnega poskušanja. Če otrok joka, tisti, ki imate mehne otroke, pa jih boste imeli, pač probaš A. Če ne funkcionira, če probaš B, C, Č, in počas pač se ni veliko možnosti, tako se nam kaj dosti plesanja, kaj bi otrok rado. Tisti 4 stvari, ki trzikamo skozi, potem pa pokličemo žene. Pač tako je. Ampak nismo po naključju tako naredili. Torej, samopodoba je prva, s katera se razvije. Potem gre naprej, se razvija samospoštovanje. Iz tega se razvija samozavest. Iz tega se razvija samozaupanje. In čist šele na koncu se razvija samozavedanje. Samozavedanje pove, da veš, kdo si, kaj hočeš, ne? Kaj boš to otroka pri 5 letih sprašal. On dajmo se še sanjanje, kaj je. Ne? On dela tisto, kar mu kaže. Me razumete, tako po vrsti stvari grejo. In zdaj pa gled tega zlomka. No, tukaj smo pa zdaj prišli do tega uspeh znane pisateljice in tako naprej, ene od zasebnih osebnosti New Age-a, mi je skoraj šlo psycho shit, ampak to mora biti. Torej, tukaj je pa zadeva dobra novica za vas. Ne? Če vi hočete to zdaj spreminjati in popravljati, morate začeti v kontrasmeri. Vi ne morate takoj napasti samo podobo. Špegel, direktno, vmes, zdaj pa me občutil, da sem pa v redu. Ne. Ne vprašam, zakaj je to tako je. Torej, treba je začeti na samozavedanju. In zakaj je spravim, da je to dobra novica? Samozavedanje je zelo miselen proces. To je stvar bolje. To je stvar, da si ti vzameš čas zase, zdržiš sabo in tako naprej. In šele, ko boš ti se začel bolj zavedati, kaj se s tabo dogaja, kaj to pomeni, kakšne posledice ima, boš počas začel sebi zaupati, ker se boš bolj znajdel. Ker boš bolj se znajdel v tem svetu. In ko si boš bolj zaupal, boš imel tudi večjo samozavest. Zato, ker boš videl, da ko si nekaj zadaš, to tudi speleš. In lega zlomka, če si ti nekaj zadaš in nekaj speleš, nekaj zadaš in nekaj speleš, se začne spoštovati. Ker ti se kar naenkrat nase zaneseš. Ti vidiš, da si spoštovanje vreden. Dec ali pa ženska, ki besedo drži. Jaz pa ne bom danes jedel sladkarij. In jih ne jem. Jaz bom pa danes vrt skop preštihal in ga preštiham. In počas se začneš ne samo zaupati, ampak se začneš tudi spoštovati. To vam hočem povedati, če vam tega niso dali starši, ste vi edini, ki so te to dali. Ampak da si nade tako, da te knjige brali. Da te šli v knjigarno kupiti 3 kile spoštovanja, prosim. A ja, samo spoštovanje. Ne. To je stvar, ki se jo je treba pridobiti. In še lepo odem na konc, ko te stvari naredili. Ne, da se te s tem pokvarjali, boste imeli samo podobo. Boste prišli do občutka, v redu sem. Ampak ne tist, da greš pred špegel in se dopoveduješ kaj mantro. Ne, prav tist, ki začutiš. Jaz sem bil star 43 let. Ko sem si rekel in to začutil in verjel, v redu sem. Bluzim, počnem kozlarije, mrzkaj ne znam, tako redu sem. Jaz se sam povem, da dokaj časa vi ne pride do tega občutka, da ste v redu, boste težko kaj pomembnega v življenjskem imeli.
Zato vam zdaj govorim te stvari. Da tudi, če vam kaj ne gre, če kaj ne znate, niste vi za to krivi. Vsak od nas je prišel z enega okolja, v katerega se je prilagodil in v katerem je probal narediti čim več. Dajte si ta odpustiti. Sam ne pa pozabiti, da pa se je še vedno življenje pač v vaši roki, kaj je narediti. No, evo. Tako ste res, kaj so čustva, kako se niha, ne? Čujte, eno težo. Veli Bože, jaz sem hočel težo vzeti, vi ste pa zdaj čisto zasekiram, da znamo rekli, ne? Ampak se bomo to zdaj. A smo skupaj, gledajte, nisem vprašal, če se z mano strinjate, nisem vprašal, če sem v redu, ampak ali imate občutek, da ste ujeli, kaj sem hotel povedati? Smo skupaj. Ok, gledajte, pomembno je, da me ne zgubite. Če bom kdo od vas občutek, da se bo šel naprej, bi ostavite in vprašate. Ok. Dobro. Zdaj pa se verjetno sprašujete, Madonca, kome se pa jaz zdaj tega lotam, ne? Kaj zdaj narediti? No, in če ste me zares vzeli, če ste poslušali, če niste zdaj klepetali nad poukom, mi se razgledal, tako da vam je šlo kar v redu. Torej, katera vrlina, veščina, gledajte, prej sem rekel, v življenju niste slabi, ni nekaj narobe, sam naučiti se možete. No, in katera vrlina, katera tehnika, če hočete, vam bo najbolj pomagala za to, da se boste začeli bolj samozavedati, da boste bolj realno pogledali sebe, druge, da se boste zavedali, čutili, kaj se vam dogaja. Katera vrlina vam bo največ pomagala pri tem? Ok. Ampak klej širš pojem. To smo, če ti hočeš stvari videti pri sebi, govorimo zdaj predvsem sebi, take kot so, moraš biti kakšen? Iskren. Gremo pogledati. Odkritost je blizu. Torej, če ne boste vi odkriti do sebe, nimate šans, da boste karkoli pomembnega v življenju spremenili. A sem rekel, da boste odkriti do drugih? Ne. Jaz dostakrat tako, da trpija, ko slušam, on pa ni popolnoma iskren do mene. Običajno so to ženske, se bomo tudi moški, da se ne svoj pričut. On pa ni popolnoma iskren. In po mi v času vidi, sem nazadnje, sem na predavanju, če ste ga gledal, sem pa ponovil, enkrat me pa terapija šlo, sem rekel, gospa, zdaj bom pa jaz opisal, kako izgleda popolna iskrenost. Prizor številka 1, jutro, sonček se posije, v spalnico prva svetloba, on odpre oči, vas pogleda in reče, kaj pa zus smrdi. In ona pogleda in reče, meni se je pa ponoči nal, a veš, v kom v bredu pito, a te zanima, kaj sva počela. Glejte, to pomeni popolna iskrenost. A si jo res mislite, da je to pametna stvar? Sliši se pa dobro, ne? Jaz mislim, da tista gospa je siguran, ki je omenila. Ok. Glejte, če je njej deloval, še ne pomeni, da tudi vam deloval, pa še nekaj. To ne pomeni, da je ona videla, kaj resnici je deloval. V bistvu je pa mogoče deloval to, da jo njen tip nekam poslal, ker se jo navličal gledati tam kopalnicam, pa je to pomagalo, da je strezno. Ok, gremo zdaj k resnim stvarem, če se bo zdaj. Samo zaupanje. Kaj, katera vrlina, katera stvar vam bo pomagala, da si boste bolj zaupali? A ni dobro, sem jaz prišel sem predavati, Sploh nikoli niste razmišljali, prvič, kaj je odnos do sebe, ne? Drugič pa, Madonca, vi bi se kar nekaj loteva. Predstavljate, da vi zdaj hočete imeti krasen vrt in nimate pojma o tem, v gnojilih, pojma niti v orodju, ne, vi mislite, da se vrt dela s škarjami pa z vilcami, ne, se ureja. Evo, in tako smo mi v odnosih in čustvih, popolnoma nesmo usposobljeni. A imate v Italiji slučajno kakšen predmet upravljanja s čustvi? To se moraš kar vsi računamo, zato kar spotoma naučiš, ne? Ja, pa se ne. Oziroma se, ja. Tako. Torej, če si te želeli zaupati, boste morali najti neko vztrajnost. Ne? To pomeni, da na tebi so te nekaj namenili, ok, pa tudi po tem predavanju zviči še zdaj domov, in te rekli, zdaj bom pa tole, ne? Še nekaj vas moram upozoriti. Karkoli po tem predavanju počnete doma,
To počnete na lastno odgovor. Snemamo, ne? Ok. Dobro. Torej, in če boste vztrajni, ne, če navate kar klecnete do prvi zadevi, ne? In zdaj Madonca vam niso vztrajnosti dali. Ja, ok, to se da natrenirati. Se vi tudi hoditi niste enkrat znali, ne? Pa avto voza tudi ne, ne? Danes se pa pripeljete do Ljubljane, oziroma do Trsta pa vmes, telefonirajte, na Facebooku brskate, pač tisti, ki... Ko vas človek vprašal, kako ste prišli do Trsta, kaj ste počeli? Pa, pojma nimate, ne? Ok. A pa se spomnite, ko ste se prvič v avto sedeli, sploh gospe, ker mi je inštruktor veter 20 minut razlagal, kaj je sklopka, kaj ni, pa kje to najdete, ne? Da to ni tam nastapate in to dol, ja, vidite, to tako gre. Ampak, rabiš vztrajnost. Opa. Ja. Ok, se vas nam izmučil. Če te želeli samozavest dvigati, ja, boste morali najdeti en pogum, razvijati pogum. Ker samozavesten si zato, ker se lotiš nečesa, ker se prej nisi upal, premaguješ strahove. Ne? S tem dobijaš samozavest. Ker če ti skozi delaš tisto, kar že znaš, ne? Recimo znate črkvati abecedo, znate črkvati, ampak besed se pa navte naučili, če navte, tvegali in šli naprej. Torej, samozavest dobivaš, če si upaš tvegati nekaj nogam, zato rabiš pogum. No, in zdaj pa pojmo do samospoštovanja. Tlej pa en krasen trik, ki spet upam, da vam bo pomagal. Pomagajte vsi presenečen, kaj bo tle. Kaj vam bo najbolj pomagalo do tega, najhitrej, najmočnej, do tega, da so te začeli bolj spoštovati? Ceni. Prosim? Ceni. Ja, to je približno isto. A se ceniš, a se samo spoštuješ. Ampak kjera vrlina, vedete, se zdaj približno imate občutek, odkritost, vztrajnost, pogum. Kjera vrlina vam bo najbolj pomagala do dviga samospoštovanja? No, sem že me glušil. Ja, ampak bomo do tega prišli. Vidite, vam malo pomagam. Človek dobiva samospoštovanje, koliko je uspešen, koliko mu gre dobro, on si zada v imenovalc neke cilje, neke želje, v števcu pa meri, koliko mu je ratal, ne? Delavnost, učinkovitost, ja, vse bo v redu. Samo to je glih stvar, v kjer vas se hočem govoriti, ker to je pot v peku. To je točno to, ker je zadevati zahodne civilizacije. Vintat, gledajte, zdaj imamo gorno števc, spodno imenovalc. Vsi smo se ujeli, ali pa, jaz se nisem več, ker še upam, da še kdo več, in probamo navintat števc. Obemo ne pride na misel, da je bistveno lažje višji rezultat dobiti, da imenovalc znižaš. To pa skorbejmo na kapne, da bi znižvali potrebe, da bi se vprašali, kaj si v resnici želimo, kaj v resnici rabimo, in bi vso tisto na vlaku, ne, ko mi rečemo, da cel dan garamo, da lahko plačamo stvari, ki sploh ne rabimo. In vmes ne počnemo stvari, ki v resnici rabimo. To je rak rana. In glejte, to je vrlina, ki vam bo pomagala, da se začeli spoštovati. In kdo je vam usadil to, da nič ni dobro, da karkoli naredite, je še premalo. Se ni treba odgovoriti. Kje ste vi ta vzorc dober? Kdo vas je skozi nekaj sil? Kdo vas je premalo krat pohvalil? Razen tisti trije, ki se zdaj rečete, ker mi čudno zdi, pa to jaz govorim, ker itak so vas vsak dan skozi hvalili. To je pa zdaj problem ratov, ne? Ker pa zdaj otroci, pa starši so prebrali v knjigah, da je treba otroke hvaliti. In otrok naredi pesnico za igro na klavir in je muca. Nariše ene slico in je Picasso. In potem starša vsa navdušena, ko to počneta, se zvrneta zvečer na kavč in gledata tisti, kaj že na Pop TV-ju, ki imaš ki so zvezde, ne, pa tako naprej. In zagledata grozo svojega otroka, ki se tam bruka. Je seveda, če pa verjel, da je top in je zdaj tam. Ne, slabo ste prebrali, ali pa je nekdo slabo napisal. Otroka pohvališ za tisto, kar je pohvale vredno, to se pravi, kar je nad nečem, kar se normalno pričakuje za otroka. In kar še neče pa tako, kako pa ne pohvalim, jaz rečem, gospod ali pa gospa, se to, če pa vi pri svojem otroku ne najdete ničesar, kar bi lahko iskreno in pristno pohvalili, pa je pa z vami res nekaj narobe. Ampak to zahteva napor. To zahteva napor, da ti otroka opazuješ se z njim in vidiš, ki ima talente in vidiš, ki jih nima. Ampak če ga boš ti hvalil tam, ki ima talent, ki nekaj dela, ga boš usmerjal. Če ga boš pa hvalil za tam, kjer je štor,
bo pa človek se matril 5 let na košarki, velik pa 1,20 m. Ma nima šans. Sam zafrustriran bo, 1,20 m, 1,20 m. Ja, okej. 1,60 so to že bili košarki, dobri. So že bili, ampak precej let nazaj. Zdaj pa ne več. Okej, no in zdaj pridemo do špegla in do samopodobe. Šele zdaj. Torej, zdaj pa mogoče ti špegel tudi kaj deloval, ampak če mene vprašaj, zdaj ga ne boste več robili. Ker to se je kar spotoma rodil. Ampak katera stvar je tista, ki vam bo najbolj pomagala za to, da boste svojo samopodobo videli? Sprejemanje sebe. Če pa sprejemaš sebe, pomeni, da si upaš biti to, kar si, a ne? In se upaš pokazati. No, temu jaz rečem pristnost. In gledajte, jaz v tej knjigi pristnost, jaz generalno dajem pristnost na prvo mesto. Ne iskrenost, ne poštenost, pristnost. Vi že boste iskreni do sebe, a ne? Ampak pristnost v odnosih je tista, ki daje žmoht, ki daje vsebino. In pristnost je to, se gledajte tako, če ti imaš res dobro samopodobo, potem se upaš pokazati tak, kot si. Bolj, ko se pokažeš tak, kot si, boš samopodobo imaš. To je tako, kot bi se ena špiralca vrtela v pravo smer. In če vi ne upate biti pristni, če vas zelo skrbi, kaj bojo drugi si mislili in govorili o vas, boste vi daleč od dobre samopodobe. In skrajni preizkus je, da si vi upate biti to, kot ste, tem, ko se je vse začelo. Pri starših. Bom razložil, zakaj. Vidite to lahko, to je tipičen neenakovreden odnos. To je mogoče najbolj neenakovreden odnos sploh. No in zdaj tisti, ki ste ponosni, da ste podobni svojim staršem in tisti, ki vas to malo skrbi, oziroma bi se rad tega znebili, bi vam jaz zdaj zelo enostavno razložil, zakaj ste vi podobni svojim staršem. Ne? Ker vsi verjamete, da zaradi genov. Ne? Sem vam povedal, vi na svet pridete, skoraj ne znate. Lahko da zaradi genov jokate malo drugače kot drug, no, ampak zdaj itak ne jokate več kot jaz. Glejte, odgovor je čist drugačen. Možgani, vi se rodite, možgani so prazni. In otrok samo srka in opazuje. In kaj gleda? Kaj gleda prve 4 leta, ko so se možgani razvili? Gleda starše in brate in sestre. To je njegov okolje. Kar pa pomeni, da on ves čas opazuje, kako se vsak od staršev obnaša do sebe, kar pomeni, da cagov fotar nikoli ne bo vzgojil samozavestnega sina. Takak se oddelal Jacka, ja, ampak v resnici pa ne bo. Otrok ves čas seveda opazuje zelo pomemben odnos, kako se do njega obnašata. In se mu to riše v možgane. On opazuje, kako se ona dva med sabo obnašata, zato se vidi svoje žena, prav svojega moža obnašate. Pa točno tako, kot ste se te stara dva med sabo. Razen, če niste že zrihtali v teh letih, ne? In še nekaj. Vi zelo opazujete, kako se one dva obnašata do drugih. Torej, in ko vi opazujete, otrok se uči z opazovanjem, z doživljanjem. In ko vi to gledate, se vam to zapisuje v možgane. To vas programira, če hočete. Vi se rodite brez softvera, tisti, ki ste, gospod bo to preberjavo mu všeč, potem se pa softver pišete ob tem, ko gledate starše. Ne? Če oče vsega nazjah, nahrul, nadere, ki mu ni všeč, bo otrok imel samo 2 izbire. Ali bo tudi vsega nahrulu, ali pa na nobenega nahrulu, ker bo to, ki se ga sram zaradi njegovega očeta. Oboje narobe. Mislim, oboje ni funkcionalno. Počasi je pa še ga drega preko, ne? Razum, če to ali drugače. Torej, a zdaj razumete, zakaj ste bili podobni? Ne zaradi genov, zato, ker so se možgani, dobesedno, starševski možgani, pripisali v vaše. Koliko zdaj od mame, koliko od očeta, tako to gre. No, in jaz, ko sem začel predavati, sem rekel, da je treba starši obračunati, pa so precej ljudi malo narobe razumeli, sem rekel, zelo malo drugače povedati. Jaz da rečem, treba je zgodovino obračunati. Ne? Torej, zdaj bom tako rekel, nikar ne obračunavajte starši. Ne? Treba je pa narediti obračun starših in zgodovino. Zdaj bom razložil, zakaj. Ne? Sej vsak je majhen prebral, pa glede to, da hodite na predavanje, ste sigurno radovedni, ste sigurno že kaj predali, ste šel, tudi tukaj je že kdo povedal, kakšen velik pomen imajo starši za to, kaj mi počnemo. Ok. Glejte,
zakaj je to tako zelo pomembno? Otrok, ki se rodi, ki pride v familijo, on ni svoboden, to sem rekel. On sprejme vlogo, ki mu je v družini namenjena. Zdaj bomo šli pa zelo enostavno po vrst, pa se vsak lahko prepoznal. Prvi otrok se rodi, pogleda. Seveda, prej je bilo tako. Prej sta bila dva, oče pa mama, oziroma fant pa punca, oziroma mož pa žena, ki sta bila kot dve sonci, ki sta se vrteli en okrog drugega. Orbita, vrtela sta se, gledala sta se tako naprej. In potem se je rodil prvi otrok. Ne? In eno od teh sonci je spremenil orbito in se je začel vrteti okrog tega novega otroka. In tale sonce, moškega spola, običajno, visi bangla in ne ve, kaj je sabo. In je čist zgrbljen. Ja. In ta otrok to vidi. In začne skrbeti za očka. Gre Bogi. Ker vidi, da to rabi. In se čustveno glasi z njim, skrbi, pazi na njega, ga on zabava, ker ga itak zdaj žena ne malo pozabila. Okej. Pride drug otrok na svet. Aha, oči je že zaseden. Mami pa zdaj mogoče malo nesrečna, sploh še prvi otrok čerka, pa se bo malo bolj dobro zastota. In drug otrok skrbi za mamo. Prvi otrok je očetov otrok, drug je pa mamin otrok. Ker se ta pa čustveno poveže s svojo mamo. Tako da vsi tisti, ki ste kle, sam pa jete, prvi otrok ste čustveno podobni fotru, drug ste podobni mami. Pride tret, pogleda, aha, oče je zaseden, mami tudi. Jaz bom pa skrbel za to, da bo ta skup ostala. In ko bi se ona dva hotela med sabo skrigati, ta tretji otrok naredi eno štalo in problem, da se oba skup naga spravita in se povežeta. Temu se reče zakonski otrok. Pride četrt. Zdaj lahko vse primerjate, bomo videli, če je bilo četrt. Pri nas nas je bilo 5, jaz sem ta tretji. In večino življenja sem delal kot organizator. Skrbel sem za to, da so stvari laufale, da so tekle. Tretji otrok. Poznam kar nekaj tretjih otrok, ker vse isto počnem. Tako da, četrt otrok, oče je zaseden, mamica tudi skrben, aha, da skrbil, da skupaj stala. Jaz bom pa skrbel za to, da se imamo fajn. In temu se reče klon. Ta je gunka zabava celo familijo, norca dela sebe, tako naprej, četrt. In pride 5, aha, oče je zaseden, mami tudi, aha, ta skrbi, da ne gresta na razen, ta jih zabava. Temu se pa reče princ pa princesa, ker zdaj vsi zanj ga skrbijo, ker mu ni več treba. Ok, kaj sem hotel povedati? Otrok ne zbira, otrok, kdo vas tako določi, da nimate več časa, da te ušli. Ni, do konca življenja boste podobni v čustvenem svetu, mami ali pa očetu. Ali boste pa organizator, ki bo probleme videl še preden se bojo pojavili. Ok, gremo naprej. Starši, družina bo določila, kaj otrok lahko misli, kaj čuti in kaj ne. So družine, v katerih je žalost prepovedana. Če si ti začela jokati, so te grdo pogledali. Stavki, v Sloveniji so tudi stavki, se zgodijo. Te možgavne dvakrat došvedla, zakaj jokaš. Dobro, to se samo v filmih, pa v knjigah, to se pa vas doma pa druge ne dogaja, ampak to kdo te vedel. Ali pa, da se Bog na dej hčerka jezi, kaj seš ti jezila nehvaležnica? Jaz se tukaj razdajam, tukaj se matram, vse sem ti dala, ti pa takole. Ja, in če ti to skozi tumbajo, je starši, ja vejo. In ti res začneš verjeti, da se ne smeš jeziti. Ti res začneš verjeti, da je žalost nekaj slabega. Če ti oče reče, kad te vidite star, a si ti desca z baba? Na tebe so sigurno porodnično zamrali, to ni mogoče, da to je staga sina. In če ti to oče govori, boš ti začel dojemati, da je strah nekaj slabega in zato moški skrivamo strah. To pomeni, da te naučene vloge in vzorci, ki smo jih mi prevzeli v družini, zdaj pa najhujš, kamorkoli vi greste, boste počeli točno to, kar ste se naučili. Nekoga, ki ga boste dojemali kot svojega očeta, boste z njim preigravali nerešene stvari z očetem in tako naprej, avtom potom, kot rečejo tisti, s katerimi se zdaj kregamo za tole mojo oblislost. Torej, kaj je zdaj? Zakaj v starši to odločajo? Otroci ali idealizirajo starše in delajo točno to, ko so oni delali, jih še zagovarjajo, ali grejo pa čist kontra. Recimo, sin, ki je doživel strašno nasilje od očeta, bo popoln pacifist rad. Ampak to je oboje samo druga plat izga kovanca. To pomeni, da se nas v obeh primerih starši določili, da nas je družina določila. Samo drugače smo odreagirali.
Torej, tisto, kar ste se naučili, prevzeli v svoji družini, tako ste odrasli, se pozna čisto v vseh odnosih. Najbolj se pa pozna v odnosu do vaših otrok. In to je tisto, koliko je gospe, ki reče, preden sem imela svoje otroke, sem se zaklela 1000-krat, jaz pa tega svojih hčerk ne bom počela. In kad tista hčerka naredi, ki jo spravi v kot, malo reagiraš, točno tako, kot tvoja mati. Mož, ker je to zapisan noter in to en del možganicu, kjer je težko odpreti. In to je najtežje odpraviti. Zato jaz pravim, da so otroci naši največji učitelji. In tudi v knjigi sem jaz posvetil hčerka. Če ne bilo njih, je pa res, da če jaz ne bi še tole študiral, sem ta mlajšo hčerko v pubertet mene pobral. Če jaz ne bi vsega tega, da sem malo študiral, me res to prišlo. Torej, to je obračun staršev. Da vi vse to, kar so vam starši dali, vse so naredili z dobrimi nameni. Tako kot vi s svojimi otroki so tudi oni delali najboljše. Ampak to ne pomeni, da bo vse v redu. To ne pomeni, da vam vse koristi. Da vi kak bi vzeli sit in vse to, kar so vam dali, sejete. In tisto, kar je dobro, pade skozi, tisto, kar je pa slabega in ostane na situ, pa zabrišite stran. To je obračun zgodovino, to je obračun starši, da vi presejete in rečete, to je bilo v redu, to bom ohranil, to bom pelal naprej, to pa ni bilo v redu. Tega pa jaz ne bom počel. In da začnete bitko za to, da postanete svobodni in da počnete tisto, kar je za vas v redu. Ok, tukaj si zdaj zelo težko vesel, tako da ne pričakujem nekega smehlaja zdaj, ampak smo še skupaj. Gremo naprej. Zdaj gremo pa v službo, ne? To so itak sami smotani šefi, sami zoprni sodelavci, tudi tisti, ki so bili fajn, so pa rata zoprni. Kaj se kle dogaja? Dogaja se to, ki se meni lično dogaja, pa se spet dogaja. Torej, zdaj ženske majhen več domišljije, vi ste vsi, ste toliko. To ste, ne, imate enega, recimo brata pa sestro, pač imate sorojence in imate starša tam gor. In vi zdaj pridete v kolektiv, podjetje, v šolo, kjerkoli pač delate. In ponovadi je tako, da imate na vrh enega direktorja, v sred imate skupino, s katerimi ste, ne vem, enakovredni, potem imate pod spodaj ljudi, ki so dejansko manj kot vi, ali se pa več počutite, da ste več od njih. Okay? In zdaj, kaj se dogaja? Ne pozabite, vi ste tale, ne? Torej, vi začnete s tistim, ki je nad vami, zdaj če moškega spola, boste začeli preigrati, se do njega obnašati tako, kot do svojega očeta in boste probali tam od njega dobiti to, kot svojega fotorista. Če je tam gor šefica, direktorca, to pomeni, da boste pač preigravali stvari svojo mamo. Sodelavci boste se obnašali približno tako, kot svojimi brati in sestrami. Če jih nimate, ste že, ko ste v šolo prišli, imate velike probleme, ampak če so vas tam saj malo upilili, pa je to red. Zdaj, če vam je pa kakšna od sodelavk prav zelo všečka, boste pa tudi z njo začeli že preigrati stvari svojo mamo. Tam, ki ni več čisto normalen odnos, se začne to. In še nekaj. Z nekom, ki ga doživlja kot podrejenega, se obnašajo točno tako, kot so se starši obnašali do vas. Ali pa čisto kontra. Jaz v podjetjih predavam, kad tole pokažem, in tudi takele tišina. Ne moraš temu pobegati, dokaj časa seveda teh stvari ne preseješ. Ampak to ni tako enostavno, to je življenjsko red. Tako da spet boste malo popustili do sebe. Ok, temu se ne da izogniti, to lahko oblažite, to se lahko nekaj časa se lahko pretvarjata, ne pozabite, tudi direktor gor preigrava svoje stvari s svojimi otroki. In da se zdaj točno najdeta, kjer o temu imata in to driblata. No, zdaj pa pride tisti, zaradi česar verjetno večina sem prišla, dosti partnerjem. Kakšno vprašanje, še kakle bo 2 milijon novih stvari so odprli? Ok, gremo naprej. Tukaj bomo imeli nekaj zelo presenetljivih podatkov. Ja, upam, da doma niste takole, ne? Izjava številka 1, ne? Za partnerja, ja, izvolite. Vseeno eno lahko vprašanje. To sejanje, kdaj je treba začeti, ko so še otroci
v takej fazi, da lahko še pomagamo, a so šli že v torkovo. Jaz bi sam preveril, če gospod prav razumel, kako sem jaz povedal. Vi to sejete nekaj, kar je na gor, nekaj s svojimi starši. To se pravi, jaz bi tako rekel, začnite sejati čim prej, ker boste to počeli celo življenje. Torej, čim prej je treba začeti sejati. Saj mi to delamo, ne? Če ne drugače, smo življenje prsi. Če ne bi bil tukaj. Prosim? Če ne bi bil tukaj. Ja, ok. Torej, odgovor je v vsakem primeru začeti čim prej. Čim prej. Seveda, je pa težko pri 20 letih se sploh tega zavedati, je težko, ker imaš takrat, ampak že takrat to delaš, ker te življenje sili. Ker to, kar si ti od staršev poverbo, torej pobral, pa ti ne koristi, te življenje naredi ping, ne? In najhujš so pa otroci. Otroci ti pa točen tisti naredijo, ne? Ok, ampak ta predavanje ni, ne bom še zdaj v podzavest pa to, ker pa bom predal. Jaz bi samo nekaj rekla. Ankoli ni prepozno, tudi če so otroci že čez 20 let ali pa čez krepko če mi razčistimo pri nas reči, vpliva to na otrok. Tako je, da ni avtomatsko. ankoli prepozno, če so že otroci šli proč od doma. Ankoli ni prepozno. Gospa, popolnoma se strinjam, hvala za tole. In jaz tudi tukaj rečem, ne se toliko z otroki ukvarjati. Vi se sabo ukvarjate, ker tisto, kar boste pri sebi spremenili, pri otrokih avtomatsko rešeno, ne? Točno tako. No, gospa, to skupaj. To je to. Ma mi se pa zdaj knjige beremo in probamo njim slišati in pomagati. Ne? Krat pa ne vidimo, recimo, če mama se trudi, krat pa ne vidimo tam enega pocarja, ki pojma nima, ki se obnaša katastrofalno, a ne, in nadira očetnega mulca. Kje se si ti naučil ljudi zmerjati? Bankrt, ne? Ja, to je ful odvojno, to ful pomaga, ne? Ja. Se upravičujem, no, ampak... A se vas je tole zdaj parija, ne? Ker gospod je zdaj hotel pozornost spremeniti, ne? Ker on pričakuje, da žena skrbila za njega in mu tale stavek ni v redu, ne? Problem dolžnosti. Ja, lejte, tukaj mislim jaz predvsem, lejte, velja za toliko časa, dokaj časa je partner ali pa partnerka v formi, da lahko skrbi zase, ne? Ko je nekdo obnemogel in tako naprej, jaz ne grem te ekstreme, ne? Ampak tukaj predvsem mislim tudi za čustveno, ne samo za fizično skrbeti. Vi niste dolžni skrbeti za svojo ženo. Slaba novica je, da tudi ona zavrsne. Nič pa ni narobe, če kdaj to naredite. Samo da veste, da to ni treba. In da če nekdo od vas to pričakuje, da ima on težave, ali ona. Tukaj smo, spol ni rešitev. Še ena velika skrbnost. Sploh za moške. Mi nismo odgovorni za to, kako se naš partner oziroma naša partnerka počuti. Kaj ona čuti. Če je ona prizadeta, užaljena, žalostna, karkoli, to je njeno. In dajmo je to obstiti. In ne ženske, če kaj rade slišite od tvojih tipov, ki ste žalostne, daj povej, kvaj narobe. To ful rade slišite, ne? Ali pa, kako naj to popravim, kaj naj naredim, ne? Moški se tudi proba, ne? Ženska pa to zastop, da je nekaj znotno narobe, da jo je treba popraviti, kanal zapeljati, kaj je žalostna, ne? In ona razume, da je narobe nekaj, ker je žalostna, ne? Ja, sej to je bilo, kaj je narobe? Ja, ona bi rekla, nič ni narobe, žalostna sem, ne? Ali pa najhujše vprašanje, ne? Na terapijah se mi to zveredno pogleda. Zakaj je žalostna, ne? In ona mu ne pove. In on misli, da mu ne zaupa, da ni vrednik, ne? In jaz v večini primerov rečem, gospa, dajte mu povedati, zakaj mu ne poveste, zakaj ste žalostni. In njo naroden, sem rekel, gospa, kar povete, vse to je čisto malo. In ona pove, sama ne ve. Ti pa misli, da ni nič vreden, da bo nekaj skriva. Njo je pa sam sram povedati, da je to žalostna, pa sploh ne ve zakaj. Pač pride, pripelje se, tam je. In moški, vse, kar ženska rab, je to, da ji daš vedeti, da je tudi taka v redu zate, da s tem z njo, mogoče vprašaš, kaj bi si pa ti zdaj želela, nekako ti lahko pomagam, kaj je narobe, kaj bi si ti zdaj želela. In večina bo rekla, sam z mano, pa da mi občutek, da imaš rekel tako.
Okay. Kar pomeni, da nismo prevzeli niti milimetra odgovornosti za njeno počutje. Kar pomeni, da ne moramo nič narediti. Ta se. Dobro. Še manj smo pa odgovorni za njegove ravnanja, ne? Moški, zdaj sem v primer, tole sem komaj zdržal. On je skočil čez plot, mu je afero že to drugič, ne? In zakaj je skočil čez plot? Kaj je bil razlog? Zato, ko ona ne neha kaditi. To je res, to je sveže, to je z tega tedna. A smorte misliti, kaj se smo se sposobni ljudje v glavi zmisliti, upravičiti, da to naredimo. Torej, seveda, ta gospa je pa rabila neprijetna terapija, da sem jaz sem povedal, lejte, karkoli je ta tip naredil in naredil zaradi sebe in vi niste toliko odgovorni, kot je za Mohtančanega. In sem rekel, prav tako sem rekel, gospa, zato, da je on imel afero, je njegova odgovornost 100, vaša je pa nič. Zato, da sta imela pa težave, že prej, preden je on to naredil, je pa vaša odgovornost, gospa, 50, njegova 50. Fajn vedeti, ne? Še nekaj. Partnerja ne morate spremeniti. Partner se je spremenil, ko se bo za to odločil. Pa še to ni nujno, ker potem se mu ni se dal samo odločiti, to je dober začetek, ne, prognoza kaže boljš, je treba potem tudi ustrajati in kaj narediti. Škoda, ko mislim že prej to povedal. Oziroma, se da sploh nam poročati. Zdaj, kaj pa je specifika partnerskega odnosa? Zatem, ker je intimnost, ker ste si blizu, je tudi eksplozivno sreča in zato te ravno tistega imaš najraj, ker ti najbližji te lahko najbolj prizadene. Tam se največ štala dogaja, največ problemov, tam najbolj hudo je tam. Ravno zaradi tega. No, zakaj? V čem je ta draž partnerskih odnosov? Vi se z nekom niste sparali pa skupaj prišli zato, da se v tem imeli fajn. Ni prepovedan, lahko se imate. Vete, to je v smer. Ampak glavni razlog za to, da ste z nekom je, da boste razrešvali tisto, kar se je zavozlalo deleč nazaj. To je glaven namen partnerskega odnosa. In če tega namena ne boste uresničevali, se tudi fajn ne boste imeli. Ni šans. Torej, kaj se dogaja? En od staršev, recimo tukaj oče, glede na to, da imamo hčerko v mlažjo primer, je nekaj naredil, kar tej gospe ni bilo v redu, kot otroke. In seveda, ker njo so učili, da se na starše ne jezi, je ona to jezo požrla, potlačila in tako naprej, ampak ta jeza nikamor ni šla. Vsak od vas ima takole dol v kleti, vsi imate klet, če ne veste, da imate takele velike cisterne, rezervoarje. In vsa jeza, ki jo je ta gospa požrla ob svojem očetu, je lepo tam nekje v eno takmu veliko sodu. Nekateri imajo kar unete velike cisterne, ki so še večje od... Super, da niste imeli takega očeta. Ok, ampak to se ne dogaja samo z jezo. Vi imate en takle kanister, oziroma upam, da sam kanister za žalost, za sram in tudi za svoje želje. Ena taka posebna posoda je, ker ste pa vi zaprli svoje želje, ki se jih spet ne zavedate. In če boste hoteli biti pristni, boste mogli do tega prideti. In kaj se zdaj dogaja? Seveda, če mi želimo, da bo ta sram ustal tam zaprt, mora tale gospa o sebi misliti. Nisem dosti dobra, ne zaslužim si, nikoli nič ne dosežem, zapustil me bo, če bom kaj, vesela sem, da sploh kdo še zdrži z mano, sem taka luzerka, ne? To si mora ženska misliti, tale gospa, če hoče, da bo sram lepo ustal tam noter na varnem posodi. Kdo pa hoče, da ga je sram, ne? Da pa jeza ostala na varnem tam dol zaprta, so pa stavki, kot nehvaležna sem, jeza je slaba, na starše se ne smeš jeziti, zapustil me bojo, treba je potrpeti, nemočna sem. To so vse taki hrošči konstrukti, blodna prepričanja, ki imajo samo eno funkcijo, da sta jeza in sram varno tam dol v kleti v tistih posodah. Ker drugače takrat ni šlo. Kam pa prideš, da se na očeta jeziš? Prvacih fasal, ne? Je bilo bož, da se nisi. Otrok se hitro nauči. Ok, no in zdaj pa dobite enega tega fajn tipa, ki ne vidi, da si sicer čist nič podoben
njemu očetu, ampak v resnici je zelo podoben njemu očetu, ker drugače ga ne bi zbrala. In kaj se zdaj zgodi? Ta tip, nič hudega sluteč, ušpič nekaj, 10% od tega, kar je prej počel oče. In seveda, ta pa zdaj enkrat ni pa dost in mu pokaže to jezo. Ker načeloma ni nič narobe. Ampak problem je pa to, kar sem zdaj pokazal. Problem je pa, da je zdaj po njem špricne še vsa ta zatajevana jeza in ta možakar, ki svira zdaj. Spet primer z moje prakse, ne. Kocine so pomembne, ne. Kocine v Ljaku. Tok mu je težila. In on je res pazil, prav obseden je s tem, da ne bi kakšno kocino pustil. Ampak je pustil in dan sem jim model pustil 3 kocine. In kaj ona tudi, ona je znorela, ona je vrata zbijala, ona ga je samostalnikov živalskega izvora, ne bom našteval, ki jih uporabljala, njej se je odpala, tipu ni bilo časno. No in kaj smo gotovili, da je imela ta gospa mamo, ki je bila obsedena s čistočo, ki je gnavila za vsako stvar in v bistvu je bila ta ženska zavistna svojemu partnerju, ki se lahko to prvoži. Torej, zdaj razumete, zakaj ste toliko eksplozivni ob svojemu partnerju. To se vam tudi ob otrokih dogaja, da se razumemo, pa zdaj sem pa partnerske. In zakaj je pomembno, da vi te sklede, te rezervoarje, te kanistre pospravite? Temu se reče obračun staršev oziroma obračun zgodovino, ker oni so tisti, zaradi česar ste vi tam dol vse te stvari pospravili. A sem bil dosti nazoren? Tako da moški, upam, da ste se zapomnili, da niti 2 kocin ne smete pustiti. Da ženske prav morajo to narediti, če ste prav razumeli. Ok. Zdaj pa en povzetek, da smo prišli pri odnosih do enega črte in potem bomo šli pa na čustva. Torej, nismo v vseh odnosih enakovredni in to določa našo odgovornost in tudi možnosti odnosov. Torej, ne probajte spreminjati svojih staršev, ne se sekirati za odnos starši, ker to ni vaša stvar. Oni so tisti, ki bojo spremenili ta odnos, ko se bojo za to odločili. Odnose vstopate tako, kot ste naučeni, ampak te vzorce je pa možno spreminjati. Torej, ne spreminjati sebe, ampak vzorce, kako ravnati. O tem bomo pa več povedali. In ko boste vi te svoje vzorce, kako se odzivate, spremenili, se bojo s tem avtomatsko spremenili vaši odnosi. In zdaj, upam, da se vas dosti zasekiral, da ste se verjetno zdaj sprašujete tole, ne? Ok, pa zdaj, ne? Pa se vržem, kjer je na dinosaurine, kako je tako temu na dinosa, dinos pa saurina? Odpad. No, ok, greste mu odpad, ali pa probate nekaj narediti, ne? Dajmo pogledati, kaj lahko naredite, ne? In zdaj človek, vsak od vas, ki se zdaj loti na pot sprememb, se verjetno sprašuje nekaj od tega, ne? Torej, jaz vam ponujam 3 možne odgovore. Partner se mora spremeniti, okolje se mora spremeniti, ali pa jaz se moram spremeniti. Kjer od teh 3 odgovorov je pravilen? Tretji. A se kdo nastrinja, da je 3. odgovor pravilen? Ponovadi, do zdaj so še vedno samo moški ugotovili pravilen odgovor. Ženskam še ni uspel odkar predavati. No, v Italiji tudi moškim ne uspe. Noben od teh odgovorov ni pravilen. A ste me v šestih seveda, sem rekel, da se nekaj spreminjati. Ampak večina začne s tem, ne? Ti so zga kriv, ne? Ali pa kriva, ne? Ali pa... Ne! To je odgovor. Sebe morate razumeti, zakaj ste taki, kot ste, zakaj se tako odzivate in vi morate zdaj vplivati na svoje odzive. Saj zdaj bo kakšen filozof rekel, pa saj s tem se spreminjamo, saj to je to. Ja, ampak jaz hočem ravno to. Ne spreminjati sebe kot osebe, kot človeka, kot nekaj, kar je krasen, individualno, nekaj posebenega. Bodite to. Samo spreminjajte tisto, kako se odzivate. Tisto, kar ste se naučili, pa mogoče ni glih najboljše. Ali pa tisto, kar vas nisem naučili, pa še ne znate. Jaz hočem to razliko poudariti. Da se ne matrate brez veze. Da se naučite imeti sebe rad. Da se naučite imeti ta občutek, v redu sem. Tudi, če počnem kozlarije. Ok, ker jih vsak dan. Dobro.
Torej, kaj lahko storite? Na vaše odnose bo najbolj vplivalo, če boste nabirali znanje odnose. Evo, zdaj ste pa še ne predavali. Berete knjige, gledate oddaje, sem zame, da ima problem, kad se vkupene knjig, sploh v vzgoju otrok. Vzameš 5 knjig in vsaka govori nekaj drugega. Zdaj prije talega Šprlin, ta spet govori nekaj šestega. Komu verjeti? Nobenemu, vse verjemte, sprobajte. Če se pri otroku nič ne spremeni, pomeni, da tisto, kar delate, je brez veze. Če se stvar poslabša, pomeni, da tisto, kar delate, je narobe. Če se stvar poboljša pri otroku, pomeni, da ste v pravi smeri. Isto zdaj to lahko prenesete na partnerske odnose. Če grejo zadeve na slabš, tisto, kar počnete, ni v redu in tako naprej se nam ponavlja. Torej, splošne življenjske veščine sposobnosti. Kar ko se boste naučili? Jaz sem vam prej ene posebne veščine dal, take posebnosti, kot so pristnost, pogum in tako naprej. Seveda, vse to je fajn, da krepite. Zdaj bom pa vpeljal novo zadevo, sem dal prav, učinkovito upravljanje s čustvi. Torej, če se boste naučili delati s svojimi čustvi, se vam bo to deleč najbolj poznali v odnosih. In seveda ob tem, tisto, s čimer sem začel, da ves čas razumete odgovornost. Kakšna je vaša odgovornost v posameznem odnosu in da se od tega prilagajate. Torej, to je tisto, kar se učite, to je tisto, na čemer delate generalno. No, in zdaj prihajamo do čustva. Evo, to sem vam rabo povedati, zato, da vam sploh lahko vam razložil, zakaj so čustva tako zelo pomembne. Zdaj pa še ena grozna zadeva, moški, če te zdaj trpeli, tole so res take čiste ženske debate, čez teme, ampak nekaj, to moškim ne gre. Stik s telesom, kaj to pomeni? Vete, bom tle nekaj probal, gospa, kako vi veste, da ste ženi? Po čem veste, da ste ženi? Ne. Kako vam telo pove, da ste žena? Vidite, to je že to. Vi kar mislite, ne, ni tako enostavno. Kako vam telo pove, da ste žena? Jezik imate suh, ali pa so tak, kot rečo, da se klobasa pusti dolava. Ja, evo, potem veste, na tak način vam telo sporoči, da ste ženi. Gospod, kako vam sporoči, da ste lačen? Začne predstavljati, kaj bi lahko jedlo. To se pravi, telo vam začne malo halucinirati, hrano, dobro, običajno govori, da vam začne krut v želodcu, to je fizično. Evo, zdaj še pa nazaj, gospa, kako pa vi veste, da ste jezna? Pa ste sploh daj? Pa ste? Kako pa veste? Vem jaz? Plitko dihanje, zakaj pa začnete plitko dihati? Koliko bom pljuča stiskala, ne? Ja, gledajte, pri meni se jeza zbudi tako, da v tle v sencih mi začne pritiskati, ali pa tle v temenu. Lega zlomka! Zdaj veste, zakaj ni priročnika, ne? Če vam nikaj všeč pritožite se gurmo gora, oziroma karkoli verjamete, od kje ste prišli, ne? A ni čuden, da to v šolah naučijo? Mislim, samo kar sami, ne? Ampak gospa je še znala povedati, to je za žensko fenomenalno, da zna sploh, gledajte, vam spet povem, ena stvar ni štos. Jaz sem to doštudiral in sem videl pomen tak čustov in sem eno res dobro prijateljstvo še gimnazije in jo se tako enkrat pogovarjava in jaz si rečem, Andreja, zakaj si pa jezna? Ona, jezna, ona skoro začela upiti na me. Če bi rekel, da je garjeva, da si las ne umila, da ji smrdi spod pajske, ona bi to nekako prinesla, ampak da ji pa jaz rečem, da je pa jezna, ne. Koliko žensk misli, da je to res huži kukakva, ne? Tako da gospa, kaj smo jezu, super imate, to imate vi zrihtali. Morite imate kje drage, kakšen išil, ko rečemo, ampak gledamo in rekel dobro. Ok, torej, zakaj sem zdaj te primerjal? Telo vam ves čas sporoča, kaj rabite. Telo vam sporoča, kje ste. Suh jezik vam sporoča. Žejen si, tekočine manjka, navodilo je pi. Jeza, gospa, pa sporoča, kaj? Stanje. Zakaj se v telesu prebuja jezo? Kaj je vzrok temu, da se prebuja jeza? Ja, in temu gumbu se reče kaj? Kaj vam nekdo? Nekdo vam dela eno krivico.
nekaj se vam dogaja, kar za vas ni v redu. Ne, gospoda, kaj ste jeznak, ne? Ko nekaj v špička vam ni prav, ne? Gospod, pa vam pa še za vas eno vprašanje, vam skupaj naprej, gačno res predložimo, res pomoče. In kakšen navodil da jezak? Že se vidi, lejte, žeja, suh, tista klobasa, suh jezak da, manjka tekočine, pi. Jeza sporoči, nekdo ti nekaj hoče, krivica se ti dela in kakšno navodilo? Reagiraj v kakšnem smislu? Postav se zase, nared nekaj. No, in zdaj tisti, ki mislite, da je jeza slaba, je tako, da ste eno elektrarno ugasnili, imate pa samo dve. Ker drugi elektrarni se pa reče veselje. To sta edine dve čusti, ki ti data energijo. Žalost je glih na raka, ne? Pa strah, pa sram tudi ne. In tisti, ki ste se odrekli jezi, en krško je šel. Imate pogoste redukcije. In delajo z vami glih, kar hočejo. Glih vsak pa 5 minut cajta, pa tudi, če ga nima, se obriše v res kot v predpražnik. In tisti, ki mislite, da je jeza slaba, meni so začeli govoriti že profesor za jezo, manjca me je ravno zaradi tega mojega drugačnega govorenja o jezi povabila in tako naprej. Se razumemo? Ampak sigurno se kdo z mano ne strigne, da zdaj gleda, kako sem malo perfektno. Dobenga? Master ste vludni na nekaj stran. Dajte mi opisati jezenega človeka. Kaj počne jezen človek? Kdo pogleda, zapiši, udari z roko, podnizi roko. O, gospa. Vstane in gre. Samo, kar ustavite. Vse tu je nasilje. In tle imamo sploh v Sloveniji velike težave, ampak vidim, da v Italiji ne vzboš. Nasilje ne. Nična toleranca. Jeza, ja, če je izražena vse, če je prehuda, potem je že ali agresija ali pa nasilje. Razumem? In ker mi ne znamo v naših glavah ločiti, kaj je nasilje, kaj je jeza, smo skupaj, ker smo pacifisti in dobri in sploh poduhovljeni, smo pospravili že celo jezo. Ok? Tako da, gospa, hvala za te napačne primere, ki jih vedno doživljam. Ako nekdo reče, se zbudi, ne, sploh nekdo, ki je hudo od staršev, dajte mi povedati, kaj je dobrega v eni jezi. Ne znam se ena gospa razburila, malo sem to govoril. In potem sam to povem, vam je vse jasno. Rabim jaz, nekaj slajde, več. Vse vam je jasno. Danes naprej upam, da te razumeli, da z jezo nič ne vole. Torej, telo vam ves čas sporoča, kaj se dogaja, kje ste in kaj vam je za narediti. A nimate eno fantastično navigacijsko napravo? Zlom, ki je Garmin, škoda, ker jih več ne dela. Ampak se ga da naštelati, so update-i. Torej, ampak stik s telesom pomeni, da vi ste v stiku, da vidite, kaj vam telo sporoča in da razumete, kaj se to dogaja. Ker gospa bi lahko začela plitko dihati, pa sploh ne bi vedela, da je jezna. Ne bi bila edina. Ne bi se to verjetno dosti zgodila, da se mogla fest skoncentrirati. V službi pa ni klik cajt, ker te šef navira, da ti čakamo, mehaj šef, počakaj, kaj že jaz, čakamo, ne, čak še, ko počaka, to je zdaj bolj pomembno. Ne moš tako, ne? Je treba vaditi. In zato imate tega tipa, ki vam živce žre, da lahko nemo, pa nemo vaditi. No, in gospod, zdaj pa vprašanje. Če je ona jezna, če pokaže jezo na vas, kaj vam s tem sporoča? Da delate nekaj, kar v skladu z izmernimi pričakovanji. Pa da je narobe. Zdaj se pa odločite. Ker sem vas že hotel pohvaliti. Odličen pravilen odgovor, ampak večina tipov kapira točno to, kar jaz delam je narobe, ženske pa sploh. Ne, če je ona jezna, ne pomeni, da vi delate nekaj narobe. To pomeni, da njej to ni prav, kar počnete. A čutite ogromno razliko? Če jaz ne povem, da mi njena frizura pač ni všeč in mi je tista druga bolj in je ona zdaj jezna, jaz nisem nič narobe naredil. Če sem jaz rekel, lej, žena, danes se pa meni res ne gre v gledališče, zato ker tam Peter Trevc skače, pa še takrat, ki je bil dober, jaz bi to gledal, in je ona zdaj jezna, kva sem jaz naredil, narobe. In sem vam zdaj dva zapleta z jezo povedal. Prvič, ki ga zamenjujete z nasiljem, drugič pa narobe razumemo od nas. Teh štosov vam jaz lahko govorim do polnoči.
Ampak vam ne bom, te mogo še enkrat povabiti, če te hočeš. Moram pa tole predavanje stelo do konca. Ok, torej, zdaj se je klejeno čustvo, torej, vi ste v stiku, nekaj se je zbudili, vi zdaj to razumete, zdaj pa treba nekaj narediti. Ne? To pomeni, da morate vi razumeti, ko gre za čustva, kaj se je v vas prebudil, kaj to za vas pomeni, aha, jezna sem, nekdo mi nekaj hoče, aha, strah me je, nekaj je navarno, ok, in potem morate izbrati ustrezen odziv. Ne? Moški, ki je jezen, začne vpiti, ne? Čak, daj se ustavil, a je to res en način? Ker sem šefa jezen, takrat pa ne vpije, ne? Takrat se pa doma not prinese, ne? Doma je pa da glava. Ja. To pomeni, da je sposoben to malo kontrolirati v službi, če je slova sposoben v službi, bo tudi doma. To pomeni to, torej, gre, gospa samo nekaj, to ne pomeni, da narediš prav, to pomeni, da narediš tako, da je v dani situaciji koristno. Gospa, da pa lahko. Se v enaki meri vašem ženske in moški zavedajo svoje jeze? Ne, ženske se bistveno manj in pri ženskah je najbolj znak, ko se začne prebujati jeza. Ženskam se bistveno manj dovoli jezo. Moški imajo manj... Če se ženske v večji meri kot moški zavedajo, kdaj so jezne. Vse sem razumel vprašanje. Govor je ne. Ženske se v manjši meri tega zavedajo, zato ker jim ne dovolijo, da so jezne, ker je to socialen vzor. Moškega pa ne sme biti strah. Zato imajo običajno moški imajo težave z zaznavanjem strahu in potem so nasilni, ker jeza pa nasilje nista par. Par sta strah in nasilje. Ker če tebe strah, pa ti nočeš, da te strah, boš ta strah nekomu dal. Projekcija se temu reče, tisti, ki malo berete. In aj boljš način, da prestrašiš svojo ženo, kot da si do nje nasilen. In fajn, zdaj se ti kul, njo je pa strah na tebe. Torej, to so vzorci. Torej, gospa, ženske imajo, tale gospod zdaj že vemo, da ne je prav zelo, on težave ni jezo manj partner zdaj, v glavnem, imajo bolj ženske pač težavo z jezo zaradi vzorcev, moški pa bolj strahom. Okay? Mislim, da je obratno, hvala. Ja, gledajte, tudi nekako logično to, kar govori. Ne? Fantam se nekako bolj dopušča, da so lahko jezni, ne? Da se bolj postavljajo zase. Pri hčerkah pa to nekako ni zaželjeno. Ne? To je en vzorc. Ja, ma mogoče malo star. Prosim? Je doče malo drugih časov. Danes itak vsem vse pstijo, ampak ni čist posod tako. No? Ja, še zmeraj mislim, da ta vzorc kar drži, tudi ko vidim, tudi mlade, ki prihajajo na terapije, imajo večinoma težave z prepoznavanjem jeze. Ne? Moški pa strahom in žalost. Primorci smo drugačni. Možno. To samo ni nekaj primorki na terapiji, se vzeli razkopati. Torej, in tisto, kar pride na konc, je, da zavestno izberete eno od možnosti. Zdaj bom dal eno anekdoto od Pasterja, ne vem, pa so že en cepiv so raziskovali, in je laborantke enkrat, po ne vem, koliko mocajati Feder počel, rekla, gospod Paster, 50,000 vzorcev smo že sprobali, čist brez zveze, ko ben učinkuje. Paster je mirno pogleda, pa reče, gospa, zdaj vemo, kjer je 50,000 ne prijo poštati. In točno tako je življenje. Vy se zdaj strah, kaj da te naredi narobe. In počnete vedno isto. Če ste sploh iskrej premisliti. Običajno naredite kot avtomat. Nekaj se zgodi, jutro gledate, kako ste se naučili. In tako to gre. Pač vas niso naučili. Če vam ni všeč, se pritožite, se veste kam. Med Bogom in vami je bil en drug. Je stvar za kuhov, ne? Okej. Zato imate vi zdaj težave, ker vas niso naučili. Zakaj vas pa niso naučili? Ker tudi njih niso naučili. Ampak to njihov problem. Oni ne grejo pa zdaj en štuk višji. Zdaj pa problem, ker ste vi to v redu in se sekirate zaradi otrok, ker je prav. Sad ne preveč se sekirate, ne se krivite, bote resni. Ampak vi se zdaj sekirate še za gor. Zdaj imate malo težko službo. Za gor se vam ni treba sekirati. Tam se mora en drug, ker vi niste odgovorni. Za dol se pa kar dajte. Sam ne sekirate v tem smislu krvero. To vam hočemo vzeti. Vsak ima na gor te stvari zavredi. Torej pa še nekaj pomembno, da vi realno paste učink. Če se vam zdi, da je fajn, tisto, kar počnete, da ima fajn rezultate, ne, boste to počeli. Fajn je videti, da jih nimajo. Ne. Koliko ljudi na vid, on reče, jaz vsak mu rečem, kar mu gre. In na to ponosen. Ne. On pa doma že en jamra, da ga me namara. Ja, posluš, da se pa ti odloči, kaj pred. Okay. Ker ne vidite realno učinka svojih dejanj.
No, in zdaj, če boste vi to, kar vam jaz zdaj govorim, začeli delati, ne pričakovati preveč. Vi boste zdaj, na vas se bo nekaj pritisnil, na vas se bo nekaj dogajalo in vi ste običajno odreagirate kaj na avtomat. To se zgodi, odreagirate to. Tako kot tista vožnja do Trsta, ki sem naprej poslal. To je treba spremeniti. Ne tam, ki vam gre dobro. Tam, ki imate probleme, se je treba ustaviti. In prva zadeva je, da se naučite ustaviti. Ne partner ali pa partnerka počne karkoli ali pa otrok, vi se morate ustaviti. Da imate čas poskrbeti zase in zbrati možnost. Nič ni narobe zdaj tajmo. Ej, žena, jaz sem zdaj preveč razsud, preveč živi, da vam videl tole prekin, jaz sem v svoj pojavnik, ne vem, koliko kle reče te pojavnik. Da se več kuja to, da se več sama sebi smeti. No, jaz sem zdaj tja, da se spoliram in pridem nazaj. Ja, ali pa greš pridem po oglasih nazaj, spoliram, ne? Ok, to je začetek, gledajte, če hočete en konkreten cilj odnosi, tudi odnosov z sabo, je to. Ne odreagirati, pa tudi če ste, dajte pogledati, pa magariti nazaj, ne? Potem, če te to počeli, boste že malo rdeča barva pomeni, da to še zmeraj vam dela škodo, ampak zdaj že malo manj rdeča. Torej, in počas boste začeli namesto avtomata. Ja. V vodo bi pil. Mi je gospa pripravila, pa sem bil šlampast, pa nisem že Veste, včasih je kaša samo kaša. Ja, to je zdaj problem, zato je ta pouk še bolj kompliciran, ne? Ker včasih so suha usta znak želje, včasih pa znak jeze prkom, ne? Tako da je ta disciplina precej zahtevna, ne? Tako da bi bilo res dobro, če bo šlo. No, in če boste vi ustrajni, boste, kle se ne vi to bi mogla biti zdaj zelena, boste počas prišli v zeleno polje, kar pomeni, da tisto, kar boste se odzvali, ne bo več delali škode, ampak bo tudi začeli delati neko koristno. In to je ta umetnost. Torej, ne spreminjati sebe, ampak se učiti, da v določeni situaciji odreagirate drugače. Ampak, če boste to hoteli, boste mogli pa zdržati z tem, kar se vam bo v telesu pojavilo. In to, kar se vam v telesu pojavlja in problem, so običajno tisto. In zdaj sem jaz naredil ta krog, zdaj boste lahko razumeli. Torej, vi se znajdete v neki situaciji, v vas se prebudi neko telesno stanje in vi reagirate tako, ker ste se naučili teleč nazaj. Če vam to, kar ste odreagirali, koristi, super, ste zmagali. Ampak zdaj imajo tudi en catch, da to nekaj, kar ti koristi pri 20, je vprašanje, če ti še pri 50. Ker ti koristi pri partnerju, vprašanje, če ti koristi pri šefu, da ga greš objekt, recimo. Ok. Torej, stvar je zapletena, ampak je fajn, ni dolg čas. Življenje ima nek smisel, ne? Mislim, da če v smislu zaposleni ste. Smo skupaj. In to je tisto, kar morate vi spreminjati. Torej, da ko vi odreagirate kot avtomat, ko vas kar odženi, ko odreagirate kot ste naučeni, da probate to spreminjati. Če ne drugače, pa ste revno sistemu. Važno je, da naredite drugače. Ker če ste naredili drugače, tudi če ste naredili narobe, ste se naučili izbrati svoj odziv in ni hudič, če to vztrajalo, da te najdel enkrat boljšega, kot je pa tisti, ki vam dela problem. Torej, rezultat tega je, da ste vi bolj fleksibilni, da se naučite, da v določeni življenjski situaciji ni samo en odziv možen, da je možnih več. To je prvo. Da se jih naučite, da jih možnih več in se jih tudi naučite uporabljati. To je cilj, to je osebna rast. Ker če imaš ti, gledajte se predstavljati, če si zdaj v eni situaciji in si se naučil na 10 Ja, lejte, vidite, ste že informirani. Če se jaz želim ločiti, je to krasno. To je treba delati. Sploh, če se ne moram in bi rad, da se ona ne smene. Ok, če bi imel pa jaz rad dober odziv, dober odnos, bom pa rekel, miselni odziv. Ej, preseb, miselno pomeni to, če ne, pa miselno, ej, se imam rad, ampak tole mi pa tudi podrazno ni všeč. Čustveni odziv, žena, to, kar sem naredila, mene prizadane. Meni je to res hudo, zaradi tega, kar sem zdaj naredila.
vem, da sem naredila z dobrem namenom, ampak mene to vsem prizadene, in pa vedenjski odziv, v bistvu se nekako sklonem, pokažem, da mi ni vse in to je to. Ženske, kako bi to prenesle? Primerjavi s tistim prej. Mogoče bile še z mano. Ok, gledajte, meni je zdaj težko klej glumiti, ampak gledajte, sam to razliko sem hotel pokazati, da razumete, 3 nivoji so. Miselni, čustveni in vedenjski. In nekaj zlomka, na vseh 3 je treba stvari odreagirati, sploh z otrokom. Če bo vi govorite eno, čutite pa drugo, ma nimate šanse. Otrok vse čuti. Njemu je vse jasno. On se sam dela, da mu ni, zato ker vi rabite to verjeti, da mu ni. Pa ker mi njemu laži, ker ga že bi zaštala skozi doma. Sam po se pa nauči igrati, toliko je že pozabo, da igra. In po se poroči in potem imamo to, kar imamo. Ne? Ok, zdaj pa počasi res zaključujem. V čem je zdaj problem? Glejte, tudi če ste se vi zdaj z mano strinjali, če se vas je tole kaj dotaknil, tudi če ste nekako razumeli, kaj je treba narediti, je kle zdaj en keč. In ta keč se reče, da smo ljudje misli nekako povezujemo z razumom, čustva povezujemo s čustvi, vedenje pa s telesom. To je približno tako, kot da smo 3 trikotniki, ki so takole en čez drugega. To smo mi. In zdaj problem je v tem, da v bistvu v tem zavednem nivoju, kjer imamo mi direktno kontrolo, so več ali manj samo misli razum. Mi s tem lahko začnemo. Večina čustvenih, vedenjskih odzivov je pa globoko, več ali manj globoko v podzavesti. In vi ne morate iti tja, pa iti to direktno upravljati. Zato se temu reče podzavest. Ne? In še ne je, da v tej podzavesti je pa ena meja, do kamer pa še taka vola vam ne bo pomagala. No, in zdaj vam bom še z enim primerom dal. Alenka Rebula, ki pride naslednjič, si je iz moje knjige to počrtala, mi prosila, če ona tudi lahko to na predavanjih uporablja, prav to primerjavo. Kjer pameten človek bo šel zdaj v ta najbolj temno klet, v ta najbolj zaklenjeno, v tiste kanistre odpirati nekaj, ker bo je bilo takrat toliko težko, da ni mogel zdržati, pa je to tja zaprl. Kjer pameten človek bi šel to početi? In zato ne gremo. In zato dobimo partnerja. Ali pa partnerko, ki nas toliko zdraž, ki nas toliko, da se tisti kanister prejem in greš v tisto klet. Če pa partner ni dosti, so pa otroci, pa tisti, zaradi katerih greš pa te dol. Ker še reko, to odpreš, ko to vidiš, potem si lahko z njimi drugače. Drugače pomeni, ko šele vidiš odnos staršev do tebe v realni uči, ko podoživiš to, ker si ti tam doživljal, potem šele znaš dati otroku nekaj, kar ti nisi dobro. Nagrada za to je, ni ga večjega zadovoljstva. Kot ti, gospa Žekina, ki ve, kaj bom rekel, kot ti otroku daš nekaj, kar nisi nikoli dobro. In to je nagrada, da ni večja. Jaz pravim, starše imate kakršne, ko ste imeli. Delali so najboljš, ko ste imeli. A se bojo spremenili ali ne, to je njihova odločitev. Ampak vi pa, če boste delali tole, boste počasi postali starš samo sebe. In ko bo vaša pohvala samega sebe veljala približno to kot očetova, ko bo vaš objem samega sebe potolažil približno to, kar mami, ste zmagali. Takrat ste svobodna, odgovorna oseba. Ne bom rekel, ker ne rab nikoga več. Ampak to je deleč največ, kar lahko sebi naredite. In to je tudi eden temeljnih principov, ki jih jaz v knjigi pokažem. Tole vas niti ne bom gnalo zdaj. Zdaj pa rezime. Torej, v vrtincu razno raznih odnosov, v katerih se srečujete, zapletate, imejte v misli, odnose vstopate tako, kot ste naučeni. Niste se taki rodili. Spreminjanje je omejeno, se pa da tisto, kar ste naučili drugače. Ker če bi bilo to v genih, ste zgubljeni, genov ne morate zamenjati. Ampak če ste se nekaj naučili narobe, pol je upanje. Ker to pomeni, da se lahko naučite drugače. Na zavednem nivoju, kaj lahko delate? Da pravilno dojemate odgovornost, razumete, kaj je vaše mesto v odnosu, da se nehate zaletavati v starše, da se nehate sprašati, pa ste vi narobe naredili, kaj še morate narediti. Nič niste naredili narobe in nič vam ni treba narediti. Če jo oni naredili, če jo oni spremenili, se kaj zgodili. Seveda to isto velja v odnosu do vaših otrok.
znanje, veščine, sposobnosti, kar ko se to življenje naučil, vse vam bo prav prišlo. Ker življenje bom stalno nosil nasprot izzive. Na zavednem. Kaj lahko naredite na nezavednem nivoju? Da ne bi imel kdo občutek, da se nič ne da narediti. Ne da se narediti direktno, ker ne morate iti direktno vzeti francoza, pa šaf cigar, pa iti v klet popraviti. Ne gre. Lahko pa se zavedate, da sam konkretne izkušnje spreminjajo vzorce. To pomeni, da tam, ste se v čas ustavili, greste vsem korak naprej. In dobite novo izkušnje in izkušnje vas spreminjajo. Ne branje knjig, ne meditiranje pri svečkah pa desečih pačkah. Tam je fajn, a kad prideš tiste sobe, te čakajo isti idioti v firmi, isti živčni otroci, pa tisti nemogoč partner. Vse je ustavil, točno tako je bilo. Ti si mogoče malo drugač, si umirjen, si dobo energijo, jaz ne rečem, da je to brez veze, sam kakšni od tega preveč pričakujejo. Meditacija ne reši enega problema. Lahko ti pa da uvid, lahko ti da moč, lahko te pomiri, da se drugače lotiš problemov, ampak vsi da ostali. In še nekaj, vi spreminjajo vzorce od čustvovanja, vi miselne vzorce lahko zavestno spreminjajo, določene vedenjske tudi. Čustvenih vzorcev ne morete spreminjati neposredno. Spreminjati jih skozi odnose, skozi partnerje, skozi to, da greste skozi izkušnjo in probate narediti drugače. Zavestno pa vi lahko pospešite. To je to, da po pasterju probate drugače, se pogovarjate. To je tisto, kar lahko naredite. Torej, kar sem jaz knjigo pisal, s tem sem zaključil knjigo prosto miselno, da mi ni treba s knjige prebrati. Ravno, ko sem zaključoval, je bilo delo tale iskrica in meni je to, se mi zdi, tako skupaj s tem, res se ni mogoče vrniti v preteklost in ustvariti novega začetka. To, da vsakdo lahko začne tukaj in zdaj in se mogoči čisto drugačen konec. To je to, kar ni lahko. To je to, s čimer sem jaz zaključil knjigo in to je to, s čimer jaz v bistvu zdaj na nek način zaključujem ta predavanje in bi za tiste, ki bi se tole zgodila radovednost, ki bi želeli vedeti več, pač tukaj je bil čas omejen, jaz sem se potrudil, ker sem lahko. Tisti, ki želite vedeti več, da je tukaj noter, jaz bi vas zdaj samo še enkrat upozoril. Zame so temelji osebne rasti. Zavedanje, da se zavedaš sebe, pristnost in pa samo starševstvo. Z lektorico so imela problema, ona me stalno dejala na razen in se hotel skupaj. Torej to, da se naučiš biti sam sebi starš in da na ta način ti ne brez da kogarkoli rabiš, lahko pozdraviš večino teh ran, teh zamojenih stvari. In če želite dve temeljni tehniki, ki se jih je v življenju treba naučiti in ki vam bojo pomagale pri spremembah, sta stik s telesom in upravljanje s čustvi. Če bi vam to na začetku povedal, mislim, da ne bi razumeli, kaj vam govorim. Zdaj, po tem predavanju pa jaz upam, da te besede so vam zdaj domače in da veste, zakaj so to pomembno. To je moj pogled na to. Mislim, da nikjer nisem, ne vem koliko njih program, ampak nikjer še nisem zasledil tega na tak način. Jaz te stvari tako vidim, tako sem jih tukaj predstavil in jaz upam, da tisto, kar sem želel povedati, je prišlo do vas. Kaj boste pa s tem počeli? Seveda, na lastno odgovornost. Hvala. Jaz sem zdaj tukaj za vprašanja. Po koncu vprašanj, tisti, kot je že, jaz ne vem, na Gorenskih to malo zaležel, on se malo cnej. Lahko se jo tudi prelistate, bom še tukaj. Tako da zdaj pa vprašanja, še je kakšno. Koliko je terapevtska ura? V meni je 50. Izvolite. Jaz bi nekako nadaljevali tako še naprej. Jaz sem prišla to predavanje prav zato, ker sprejmem jezo s čustvo. Imam pa velike težave, kako jo povedati, ker sem marsikdaj pozna, da je agresija. Agresija mi zelo teži v življenju, v odnosih in tako. Jo vidim povsod in vidim, kako razbija odnose. Uničuje ljudi, njihova samozavest in vse in nam pobira energije, ki je nisem pa še dobila res izkušnje, se moraš navaditi, kakor z biciklom, na pozitiven način izraziti jezo.
Ja. Ne pozitivno, na ustrezen način, ja. To se pravi na neagresiven način, a predvsem pa ne na nenasilen način. Glejte, gospa, dober začetek je to, da se vi zavedate, da to problem imate. Ne? Ker večina nasilnežev, recimo, ne, moških, to je redko, da ženska zdaj to prizna, da ima s tem problem počane moške, ampak večina ljudi, ki ima s tem težave, se sploh ne zaveda, da jih imajo. Ne? Oni mislijo, da so upravičeni za to, da so taki, da so drugi krivi, da so taki. Ne? Seveda, ker niso obračunali, ker niso doživeli te žalosti, ki so jo doživljali ob svojih starših, ko so oni z njimi to delali. Glejte, ni nasilnega človeka, nad katerim se je delo nasilje. Kar ne pomeni, da vsak, nad katerim se je delo nasilje, pa tudi nasilje. Te logike ni. Ampak ni nasilnega otroka v šoli, ki ne bi doma doživljali nasilje. To morate vedeti. Kaga ni. Gospa, zdaj kaj lahko naredite? Glejte, eno je, pač, glejte, zdaj, to ni treba reči. Če ste v partnerski zvezi, dokaj časa on zdrži z vami, ok, no, dokaj časa mu otroci ne pobegnejo, tudi v redu, ne. Zdaj, če pa tle drama, potem pa treba poiskati pomoč. Zdaj, individualna terapija, partnerska terapija, društvo za nenasilno komunikacijo, torej, cel kup način. Ampak, gledajte, sam še stav, gospa. Tako kot če imate visok pritisk, tako kot če imate krčne žile, tako kot če imate želodec boli, probaš sam, malo čajčka, malo uno, malo tretje, malo četvrto, malo knjigo prebereš, malo se pocrklaš, pa če to ne pomaga, greš po zdravniku, greš po pomoč. Isto je z vsako težavo, gospod, ne samo za to, ko ste vi povedali, z vsako, gledajte, psihične težave, oziroma težave s čustvi so tako vse druge. Ko vidiš, da je škoda, se povzroča prevelika in ti ne gre, greš po pomoč. In za te težave sem zdaj povedal, oziroma terapevtska skupina, recimo, jaz tukaj, ampak to so preblage, zdaj spet odvisen, koliko hude so te težave, ne? Jaz zaznavam predvsem v komunikaciji, tudi kot vzgojitelj, kot učitelj, tudi v šolstvu, pri otrocih, in bi vlada otrokom posredovala neagresivne načine izražanja jeze. In se znajdem, da še sama jih ne znam, kako bom to otrokom. Ja, ravno s tem, da jih boste presepa, ne? Jaz moram prvo presepa. Ja, s tem, da še nekaj, jaz na šolah nekaj govorim, naloga šol ni, da vzgajajo otroke, to je naloga staršev. Šola kvečem pokažeš modele. To je pa res, ampak... Če pokažeš, da vse vidijo model, imajo možnost tudi oni počasi... Ampak otrok je zdrav, ki ima doma podporo staršev, ki v razumevanju staršev se doma pogovorjajo, reka ta učiteljica zmešana, ne je se ni mrtne. Pač to, kar ona dela, to se tako ne dela. Gospa zdaj govorimo in ne drugi. Torej, tak otrok bo doma dobil podporo, ne? In bo razumel, aha, učiteljica ima težave, ne, jaz imam težave. Otroka pa te podpore nima in se bo v tej učiteljici odpeljal tam in bo to počela, bo pa sebe doživljal kot slagega, da je on vzrok tega in da se on to zasluži, ker to isto doma doživlja. Torej, mene spet, gledajte, jaz stvari zelo naravno spovem, ne. Šola je že, ampak tako sem prej v procentih, 80% so starši, 20% so lahko glede šola. Ampak šola lahko samo korigira tisto, kar so starši zanočili. Korigira, malo usmerja, ne more pa tega nadomestiti. Ni šanse, zato je vedno treba delati staršem. Nikoli z otrokom ne je. Gospa, gospa? Ja, dobro. Ko gre z otroke, zmeram tako oblijezen vrata. Ja. Ja. Ja, še kakšno? Šolsko, direktor. Treba delati starši. To se sicer lepo sliši, ne? Ampak tistih, ko jih imaš na kupu, ko roditeljski sestanek, ne, tisti uri zelo malo narediš, ker vsi komaj čakajo, da gre domov itak, ne. No, jaz sem lani naredil eksperiment in sem prav to, ko ste že danes že omenjal, ne, da kaj bom pa jaz naredil, s tem niso otroci vse krivi, ne. No, in sestanek, ki je bil razli problematičen, gledal tako, da najprej so se starši in razredničarka usuli na učence, ne. No, potem je bil prvi del konec, pa sem pa jaz imel malo drugačen, pa sem predlil staršem nekaj listke z nekimi vprašanji, kaj narediti pri sebi, ker sem rekel, če otroci ne spremenijo, se morate vi ali mi. In so rekli, a vi delate doktorsko nalogo in so šli. No, zdaj najprej stvari, lejte, jaz tukaj... Da so na hitro. Ja, se smo tudi na hitro. Lejte, prva stvar, ki je, če ima otrok težave, če se otrok naša, potem se pogovarjamo ena na ena s starši. To je prvo. Zdaj, če delate v tem smislu tukaj, vi lahko pač tlele nekaj, bom rekel, govorite in tako naprej, ampak na tak način zelo težko kaj korenitega spremenite. Otroci, ki se ne obnašajo funkcionalno, ne, to se pravi,
Tlej še ena zadeva, otrok, ki se upre učitelju, ker je do njega nasramen, ta otrok je funkcionalen, se razumemo. Ampak v kolikih šolah bojo to tako razumeli? Bojo rekli, da je z njim problem. Ne? Otrok, ki udar nazaj, ki se je postavil zase, je funkcionalen, razumete? In zato recimo nikoli ravnatelj ne sme reči, oba sta kriva. Ne, treba je točno pogledati, kaj se je dogajalo, kdo je začel, kdo je bil napaden in kdo se je branil. Otrok, ki se brani, je funkcionalen. In tukaj se, gledajte, koliko enih napak se tukaj dela. Ne? In tisto, kar šola lahko dela, je, da je dosledna, da učitelji držijo skupaj in cel sistem, seveda tega, to je težko, ampak da držijo in da otrokom dajo nekaj jasno sporočilo. To je v redu, to je zaželeno, to podpiramo, to ni v redu, to sankcioniramo. Ne zato, ker se slab, zato, ker na ta način dajemo sporočilo. In eno pravilo je, eno gnilo jabolko v gajci jabolk zgnije še ostale. Cela gajca zdravih jabolk, tistega enega gnilga ne povabi več. In to je pa zdaj, so ena pravila, ki treba všeti. Jaz sem bolj posredno odgovoril. Ja, ok, ampak vala. Ja, vela. Jaz jih doskrat uporabljam, ker na ta način učiteljem na en nežen način povem kakšno stvar. Če jim direkt rečem, tako mi rekel, mene na Malkiro šolo dvakrat povabil. Poznam pa, recimo, Vesno Vodina, ki jo pa redno vabil, ampak ona se zafrkala, ker sem bil skupaj s na enem posvetovanju z učiteljem in sem videl, ko ona podala, so rekel, zakaj je priljubljena. Fajno, se štucirala, se norca dela, tako naprej, pa se norca dela z učencev. Ja, ne z staršev po učiteljev. Glejte, kaj je problem, sam, jaz ne vem, ko je Italija, ampak v Sloveniji je velik problem ping-pong med šolo in starši. Starši bi se rad znebili odgovornosti za vzgoj otrok, šola bi se pa rada znebila odgovornosti za to, da v šoli otroci naredijo vse, kar rabijo narediti, doma imajo same naloge za narediti, ampak take naloge, da ni treba staršev z njim zdeti. Torej, naloga šole je, da poučuje in to naredi in da je sistem tak, da staršev ni treba nič kaj dosti zraven delati, staršev naj pa za vzgajati. V tem smislu jaz podarjam, da šola ne more vzgajati, zato da so stvari čiste. Ja, sem starša tudi ne, če so tega, da je v službi, pa še poste malo čez veliko. To je njihov problem. Ja. Vete, jaz vam povem, da količina preživetega časa z otrokom ni ključnega pomena. Pomembna je kvaliteta časa z otrokom. Če se z otrokom 1 uro zvečer, koliko je treba, vsak tretji dan, ali pa vsak drugi dan je to čez glavo. Ok, še kakšno vprašanje. Jaz stvari pač tak se vidite, povem na ta način. To ne pomeni, da to tako je, ampak to pomeni, da jaz zelo verjamem, da to tako je. Ok, tam ta razlika. Še kakšno vprašanje. Ok, hvala, ki ste preživeli, ste vzdržali do konca. Za mune radovedne sem pa še klele s tole knjigo. Hvala, še Jaz bi vas povabila še na naše zadnje predavanje, ki bo prihodnji četrtek, tudi 8. marca, ko nam bo Alenka Rebula spregovorila o različnostih in podobnostih, oziroma o sobivanju med moškim in ženskim spolom. Še enkrat hvala predavatelju.